Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Danes sem razmišljala med potjo, ko sem se vozila v Novo mesto, da pravzaprav že skoraj 20 let vodim zdravstvene oddaje in da tudi naš današnji gost, dr. Kobal, je gost tako rekoč že od takrat, bolj ali manj pogosto, včasih redkeje. In kar je najbolj zanimivo, vsakokrat, ko sva se srečala in delala intervju, je dodal kakšno novo znanje, kakšno novo specializacijo, kakšno res bistveno novost na področju komplementarnega zdravljenja. No pa, dr. Kobal, naj vas najprej pozdravim, dober večer. In ko sem danes ali pa včeraj pripravljala dejansko tole oddajo in ko sem si izpisovala, kaj vse pravzaprav danes počnete, sem si morala zapisati in zdaj le moram tudi prebrati, ker si preprosto pri mojih letih tega ne zapomnim več. Mogoče, če kar tako začnem, da je dr. Kobal je doktor znanosti biologije in seveda ni zdravnik uradne medicine, njegovo delo pa temelji na metodah, ki so večinoma znanstveno opredeljene kot učinkovita pomoč pri normalizaciji stanja pri malignih obolenjih, govorimo seveda o raku. Njegove metode so kompatibilne z metodami uradne medicine, kar je seveda silno pomembno, namreč eno z drugim z roko v roki zagotovo dosega boljše rezultate. In tisto, kar se zdi pa meni tako zelo pomembno, dr. Kobal, vi nikoli ne odsvetujete zdravljenja pri uradni medicini. Mogoče, če še kaj drugega povem, da ste biolog, zdravnik naravne medicine, specialist seveda predvsem za frekvenčno terapijo, to je tisto, kar vas najbolj danes opredeljuje. Ukvarja se tudi z raziskavami na področju frekvenčne terapije, razvija nove prehranske metode za bolnike z rakom, piše knjige in seveda dela individualno z bolniki. Njegova specialnost so bolniki z malignimi obolenji, predvsem pa je to rak dojke, črevesja, pljuč, želodca in prostate. Po spletu življenjskih okoliščin in po osebnih izkušnjah je tudi znan specialist za boreliozo, revmatoidni artritis, za ženske pa je še kako dobrodošlo zdravljenje menopavzalnih težav, ki jih pravzaprav s hormoni tako težko zdravimo oziroma lahko škodujejo, so omejenega časa, po drugi strani naravna zdravila pa delujejo ali pa ne. Dr. Kobal, tale uvod je bil hudo dolg. Glejte, vi ste mi že pred oddajo opozorila, naj se držim teme in s temi mojimi predstavitvami so vedno malce težave. Zato bi jaz prosil režijo, naj pokaže, kako bi to približno izgledalo, če bi morali na ekranu v bistvu nekako objaviti vse moje reference. Ne to zdaj, da izgleda, da se hvalim, ampak le nekako, ne samo moje delo, tudi moje znanje predstavlja neko vrednoto, neko vrednost, zaradi katere mi moji bolniki, ki pridejo k meni iskat pomoč, mi zaupajo, ampak nobeno znanje nič ne pomaga, nobena teorija nič ne pomaga, če v praksi ni rezultatov. Zato bi kar prosil režijo, če bi pokazali, kako bi izgledali na ekranu, če bi morali predstaviti nekako vse moje reference v zvezi z mojim delom in z mojimi raziskavami in sodelovanjem v mednarodnih znanstvenih ustanovah, kako bi to izgledalo na ekranu. Kar izvolite. Dr. Kobal, pravzaprav zadnja leta imam občutek, da pa vendarle, ne glede na to, kaj vse počnete, da je pa frekvenčna terapija tista, ki je za vas najpomembnejša. In v nekem intervjuju ste izjavili, da je znanstveno dokazana, učinkovita, prijazna do uporabnika. Kaj pravzaprav to pomeni? Poglejte, resnično je tisto, okrog česa se vse moje delo, vse moje raziskave, vse moje delo z bolniki in pravzaprav tudi nekako ogromno mojega razmišljanja in prostega časa, vse se vrti okrog frekvenčne terapije. Frekvenčna terapija je osrednji del, ker frekvenčna terapija je glavna komponenta uničevanja malignih celic. Ogromno je različnih metod, ki lahko dosežejo to, da maligna celica zaostane v svojem razvoju, da se počasneje deli, da se težje prehranjuje, da se nekako zatre v svojem razvoju, ampak frekvenčna terapija je tista in jaz pravim edina, ki poleg kemoterapije in obsevanja lahko uniči maligno celico. Prijazna je za uporabnika, zato ker s to terapijo ne moreš povzročiti nobene škode bolniku. Če zgrešiš pri določanju frekvence, je frekvenca še vedno v tistem območju, ki
ne poseže v območje zdravih celic, ni nobenih stranskih učinkov, so mogoče kakšne reakcije zaradi razpada teh malignih celic in lahko rečemo, da so takšne terapije, ki nimajo stranskih učinkov in so kompatibilne z drugimi, da so prijazne za uporabnika. No, po drugi strani pa bi lahko rekel tudi, da glede na to, da frekvenčna terapija deluje na nekem medsebojnem delovanju frekvence iz frekvenčnega generatorja in frekvence celice, torej da je pravzaprav to ena takšna osnova za uničevanje malignih celic. Ko pride celica, o tem bomo še malce kasneje spregovorila, ko pride celica v neko rezonanco z frekvenco frekvenčnega generatorja, takrat pride do motenj v delovanju celice, metabolizem celice se poruši in celica se uniči. No, tretja stvar, ko ste pa rekla, da je pa terapija znanstveno dokazana. Terapijo je razvil Američan v prvi polovici prejšnjega stoletja, jo je razvil ameriški raziskovalec, doktor medicine, zdravnik, doktor Rife, doktor Royal Raymond Rife, na kratko doktor Rife, to se tudi nekako imenuje potem terapija doktor Rife ali pa frekvenčna terapija po doktor Rifeu. In najprej je odkril en zelo zanimiv, bi rekel, genijalen mikroskop, kjer je lahko opazoval žive mikroorganizme pod mikroskopom. To je še dan današnji, ko so v bistvu izjemno moderni mikroskopi na razpolago nekaj, bi rekel, res izrednega in posebnega. Takrat za tiste čase je bilo pa to sploh nekaj genialnega. In dr. Rife je bil po mnenju mnogih strokovnjakov prvi, ki je sploh videl, kako se maligna celica razvija, kako potekajo maligni procesi, kako se deli, kako delujejo virusi, kako delujejo bakterije. In medicina je seveda, ko je ugotovila, da dr. Rife nekako razvija te metode, pokazala veliko zanimanje, opravili so preizkusno raziskavo, se pravi dokazni postopek na Univerzi Južna Kalifornija in so opravili dokazni postopek na bolnikih v terminalnih fazah raka. In rezultat je bil res neverjeten. Ob zaključku raziskave so bili vsi bolniki, ki so bili na začetku raziskave v terminalnih fazah raka, so bili na koncu raziskave brez kliničnih znakov bolezni. Tako da lahko brez kakršnega koli zadržka nekako trdim, da je ta metoda znanstveno dokazana, ni pa več v okviru metod uradne medicine, kajti potem so se zadeve majčkeno zapletle. Interesi za klinično uporabo antibiotika so bili veliki, Rifeva frekvenčna terapija je delovala tudi na bakterije, potem je prišlo do nekega navzkrižja interesov in nekdo je moral popustiti in Rife je bil šibkejši in enostavno so njegovo metodo izključili iz uradne medicine, obdržali pa so se antibiotiki. Mislim, zanimivo, rekli ste, Rife je bil močnejši. Zdaj, če to prenesem... Ne, Rife ni bil močnejši, Rife je bil šibkejši. No, in če to prenesem na pravzaprav to področje, kot ste rekli, v teoriji je to dokaj enostavno, da je celica, ki je šibkejša, popusti, ko se na njeno frekvenco priključi generator z isto frekvenco. A to drži? Kako je pa to potem dejansko v praksi? No, poglejte, jaz sem iz Švice prinesel en posnetek, ki smo ga pred kratkim posneli v laboratoriju. To ni animacija, to je dejansko rezultat naših raziskav in če pogledamo tule, evo, lepo vidimo, kako celica, kako mikroorganizem reagira na frekvenco. Najprej se iz nekega običajnega okolja, se pravi, se nekaj v tem okolju spremeni, frekvenca začne delovati na ta mikroorganizem, enako kot deluje na maligno celico in ta mikroorganizem v tem spremenjenem okolju ne more več delovati tako, kot je deloval prej. Enako tudi maligna celica, rakasta celica ne more več delovati tako, kot je delovala prej, poruši se metabolizem, poruši se razmerje med absorpcijo in resorpcijo in ta celica počasi odmira in na koncu se razpoči in odmre in vsebina se izloči potem v medcelični prostor in to je edina reakcija, ki lahko povzroči nekaj težav pacientom, ampak nič kaj hujšega, kot mogoče za kakšno stopinjo lahko poraste temperatura, za roke lahko pordijo noge, recimo podkolensko, malce temnejši urin, malce temnejše blato. Kaj hujšega pa ob nadzorovani uporabi te terapije, kaj hujšega pa ne more biti. Doktor Kobal, poglejte, sam rak,
če se ga operativno odstrani, pravzaprav ne povzroča tako hudega problema, kot dejansko metastaze, če se enkrat že razširijo. Kako pa dejansko ločuje torej ta frekvenca med rakastimi in zdravimi celicami, kajti vemo, da kemoterapija pa tega ne ločuje, poškoduje tudi zdrave celice. Ja, ravno zato sem prej rekel na začetku že, da je frekvenčna terapija prijazna do uporabnika. Frekvenčni generator oddaja točno določeno frekvenco, se pravi, ki je identična frekvenciji, na kateri deluje tudi maligna celica. In maligne celice imajo svojo slabost, ki jo dr. Royal Raymond Rife odkril. Namreč maligne celice delujejo v frekvenčnem območju pod 1.500.000 Hz. In karkoli se nahaja v tem območju, je patologija za organizem. Patološki virusi, patološke bakterije, bakterije v presežku, se pravi močnejši sivi bakteriji, se pravi vse to deluje v frekvenčnem območju pod 1.500.000 Hz. In maligne celice imajo frekvenco nekje tam 2128-2129 Hz, to so najpomembnejše frekvence pri terapiji, pri frekvenčni terapiji. No in ko frekvenčni generator oddaja te frekvence, se pravi, prihajajo v rezonanco s frekvencami iz generatorja samo frekvence bolnih celic. Zdrave celice ostanejo nedotaknjene. Bolne ne glede na to, kje so in kako veliko jih je. Ne glede na to, kje so, namreč frekvenčni generator oddaja frekvenco, ki deluje neodvisno od razdalje, od izvora delovanja. Se pravi, če držimo elektrodi frekvenčnega generatorja v rokah, se pravi, tudi če so metastaze, če so tumori na kosteh, na kjerkoli po telesu, se pravi, delujejo na tistem delu, kjer prihaja v rezonanco. No, to bi lahko v praksi, recimo, lahko ponazorili z dvema klavirjema v enem prostoru. Namreč, če na enem klavirju udarimo eno tipko, se bo na drugem klavirju, brez da se ga dotaknemo, se pravi, bo zavibrirala tista struna, kot je zavibrirala na tem klavirju, kjer smo sprožili na začetku. Se pravi, zavibrirala bo samo ta struna, vse ostale strune, ki zavibirajo v drugem frekvenčnem obsegu, se pravi, se ne bodo niti malo zaznale te frekvence, te vibracije. Enako je tudi pri terapiji. Frekvenčni generator vznemiri in deluje, se pravi, samo na maligne celice, na rakaste celice, ne deluje pa na zdrave celice. Ali pa recimo pevec, operni pevec, ki ima takšen razpon glasu, da lahko deluje na kozarce, razbije tisti kozarc, ki pride v neko rezonanco z njegovim glasom. Vsi ostali kozarci ostanejo nedotaknjeni. Ali pa recimo, ne vem, mikrovalovna pečica. Mikrovalovna pečica razgiba samo vodne molekule, ki so v hrani. Se pravi, posoda, v kateri je hrana, ostane hladna. Se pravi, ne reagira na to frekvenco mikrovalovne pečice. Tako da je to glavni razlog, namreč da frekvenčni generator oddaja frekvence, ki prihajajo v rezonanco samo s celicami raka, z drugimi celicami ne. Ampak, doktor Kobal, poglejte, vi tudi prehransko svetujete, torej priporočate, prepovedujete, svetujete, po drugi strani se ukvarjate tudi s psihoterapijo, pa imunostimulacijo. Zakaj je to potrebno? Ali ni frekvenčna terapija sama po sebi dovolj? Zelo dobro vprašanje, ampak jaz sem samo nekaj bi še mečkrat navezal se na zadnjo temo, namreč hotel sem omeniti metastaze. Namreč metastaze so ena zelo takšna neprijetna komponenta celotnega obolenja in dostikrat me pacienti sprašujejo, kako pa v bistvu metastaze, a zdaj, ko so se pa pojavile metastaze, bo pa ta frekvenčna terapija tudi pri meni delovala. Hotel sem reči samo to, da imajo metastaze enako frekvenčno okolje, enako frekvenčno območje, se pravi, enak frekvenčni obseg, delujejo na istih frekvencah, kot delujejo frekvence osnovnega tumorja. No, zdaj pa, če se navežem na to vaše naslednje vprašanje, ki pa je povezano s prehrano, bi pa rekel takole. Zakaj pacienta maltretirati še s prehrano, pa z raznimi, bi rekel, drugimi prepovedmi, zapovedmi, z nekako prevzgojo
Zakaj? Zato, ker je to zopet vezano na frekvenčno terapijo. Namreč uspeh frekvenčne terapije je odvisen od razmerja med hitrostjo razvoja tumorja in hitrostjo uničevanja tumorja. Torej, če je hitrost uničevanja večja, kot je hitrost razvoja, potem se bo tumor postopno zmanjševal. Zato je potrebno vplivati na vse možne načine na hitrost razvoja tumorja. In to najlažje napravimo tako, da izključimo pospeševalce in v prehrano in v okolje nekako implantiramo pač zaviralce. Torej, več kot je zaviralcev, manj kot je pospeševalcev, počasneje se bo tumor razvijal, boljši bo efekt frekvenčne terapije. To je glavni razlog in to je tudi tema teh mojih knjig. Se pravi, tik pred izdajo je zdaj mojih 5 knjig o zdravem prehranjevanju in ena knjiga o mojih praktičnih izkušnjah iz zadnjih 15 do 20 let. Namreč alikamenti, to so snovi v hrani, ki dokazano delujejo zaviralno na hitrost razvoja, na sposobnost prehranjevanja in na sposobnost delitve in na sposobnost prepoznavanja organizma, da se sam bori proti malignim celicam. Tako da je komponenta zaviralcev zelo pomembna, zato se tako zelo in vedno in brez kakršnega koli zadržka, se pravi, se vedno nekako pacientu približam z dveh strani, z prehranskega vidika in z vidika frekvenčne terapije. Upočasnjevanje, zmanjševanje hitrosti razvoja in pa neposredno uničevanje malignih celic. Namreč dr. Fiedler, ki je direktor centra v Houstonu, direktor centra za raziskave raka, je maligno celico prikazal na diapozitivu in je obarval razna področja. Je rekel, rumeno področje je za hitro delitev, rdeče področje je za nekontrolirano delitev in sposobnost, se pravi, multiplicirane celice. Recimo zeleno področje je bilo spet za to, da se prevara organizem. Skratka, vsako področje, ki je nekako vplivalo na razvoj maligne bolezni ali pa na hitrost razvoja, je obarval svojo barvo. In potem je na predavanju rekel, pogledajte, če zanemarimo zeleno, vas bo ubila rdeča, če zanemarite rdečo, vas bo ubila modra, če zanemarite modro, vas bo ubila rumena. Potrebno je delovati na vse naenkrat, sicer terapija nima rezultata. In jaz se tega strogo držim. Treba je delovati na polno in z vseh topov, kot rad rečem takole mojim pacientom, ko jim razlagam, kakšna je narava bolezni in kakšne so njihove možnosti, če uporabljajo eno terapijo, drugo terapijo, četrto, potrebno je uporabiti vse, kar je na razpolago in potrebno je vedeti, kaj je treba uporabiti in kaj je treba napraviti, da dosežeš v končni fazi rezultat. In to je pravzaprav tema mojega dela, mojega razmišljanja in mojih raziskav. Doktor Kobal, glejte, vemo, ko dobiš diagnozo rak, se verjetno sam v sebi sesuješ. Torej strah zagotovo obstaja, človek mora zbrati svoje izjemne in izredne moči. Ali je tudi zato tako pomembna psihoterapija? Namreč vi ste tudi EMDR terapevt. Ja. In to Dunajske šole, če se ne motim. Dobesedno Dunajske šole, zagrebški oddelek. Dunajski predavatelji so v Zagrebu organizirali izobraževanje iz EMDR terapije in jaz sem se prijavil tja in tako včasih v šali rečemo, da so pač tile zagrebški slušatelji Dunajska šola, zagrebški oddelek. Pa še res je tako. Pa ne samo EMDR terapija, se pravi, specializiral sem tudi neurolingvistično terapijo, tudi EFT terapijo, dolga leta sem izvajal seminarje in terapije, PEA terapije, zdaj pa sem nekako prišel do EMDR terapije, pa da če ne pozabim, bil sem na izobraževanju tudi pri trenutno najbolj znanem slovenskem hipnoterapeutu, pri doktorju Božidarju Grilcu, da ne bi slučajno mimo mene šla kakšna dobra informacija. In moram reči, da je terapija EMDR je en takšen pristop, se pravi, ki v sebi združuje vse te moje dosedanje specializacije iz psihoterapije. In moram reči, da sem tu dosegel odlične rezultate, ker stres je izjemen pospeševalec
In ne samo to, da je izjemno pospeševalec. Stres je lahko tudi samostojen povzročitelj malignega obolenja. In prepričan sem, da bi bilo raka na dojkah bistveno manj, če bi ženske če bi 10% tistega časa, ki ga porabijo za kozmetiko, če bi ga uporabljali za eno kvalitetno psihoterapijo, sem prepričan, da bi bilo raka na dojki bistveno manj, ampak pogledaj, nimam ničesar proti ženski kozmetiki. Hočem samo reči, da če bi se psihoterapija uporabljala pogosteje, bi bilo obolenja, rakastih obolenj bistveno manj, predvsem obolenj predvsem raka dojk, ki je nekako dokazano povezan z hudim stresom in s psihičnimi stiskami. Ja, to vam popolnoma verjamem in hvala Bogu, da tudi psihoterapija dobiva neko normalno pozicijo v naši družbi, kar pomeni, da nisi več, ne vem, nekje na obrobju oziroma nor, če hodiš na psihoterapijo. Zdaj bova rekla, da pravzaprav, če si pameten, hodiš tudi na psihoterapijo. Tako, in da čim dlje ostaneš v bistvu nekako v dobri psihični kondiciji, je pomembno, da imaš ob sebi ali pa da poznaš neko metodo, s katero lahko kvalitetno vzpostaviš neko stabilno notranje stanje. Niso antidepresivi tisti, ki pomagajo, da se vzpostavi notranje stanje. Antidepresivi samo nekako zamaskirajo tisto dejansko stanje. EMDR psihoterapija, ki se jo je, da ne pozabim tega, možno preprosto naučiti. Se pravi, jaz tudi svoje paciente naučim, kako psihoterapijo uporabljajo doma v vsakdanjem življenju, kako pomagajo sebi, ko pride do stiske, ko pride do nekega prepira, do neke žalosti in pa predvsem do občutka nemoči. Občutek nemoči je tista stiska, tista težava, ki človeku res stisne dušo in mu ne da dihati, in to je v bistvu okolje, v katerem se maligne celice izjemno dobro počutijo. No, jaz bi zdaj še poudarila še enkrat, da bo dr. Kobal imel predavanje v knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu na Rozmanovi 28 v četrtek 9. novembra ob 18. No in zdaj bi samo še čisto na kratko se vrnila k vaši knjigam, saj jih je več. To so dejansko znanstveno dokazani podatki ali tudi vaše izkušnje iz prakse? Znanstveno dokazani, znanstveno dokazana dejstva o zdravilnih učinkovinah v hrani. Ko omeni zdravilno, se pravi, to je področje, ki je res rezervirano za znanost. Zdravilno lahko uporablja medicina, se pravi, za svoje metode, ki so znanstveno preizkušene. Zdravilno ne moramo uporabljati za neke izkustvo in zadeve. Ampak jaz sem v teh svojih knjigah zbral dejansko podatke o zdravilnih učinkovinah v hrani. Namreč podatki o teh zdravilnih učinkovinah so dostopni. Laboratoriji po vsem svetu iščejo molekule, ki bi delovale na raka in bi jih potem izolirali in nekako registrirali in patentirali kot zdravilo. Če pa ugotovijo, da molekule iz neke hrane ne morejo izolirati, oziroma da kot samostojna molekula in nekaj, kar je možno patentirati, ne deluje več, ta raziskava pade nekako, ne postane nikoli popularna raziskava. In teh raziskav je ogromno. In jaz sem na Medilineu, na PubMedu, tudi na osnovi raziskav iz laboratorija Saint-Justin v Montrealu, na osnovi raziskav dr. Fiedlerja v Houstonu, se pravi, sem zbral te podatke, jih povezal med sabo in iz tega napravil pravzaprav jedilnik za moje bolnike po posameznih boleznih. Rak dojke, rak prostate, tumor na možganih, rak debelega črevesa, rak želodca. In to sem potem nekako publiciral, se pravi, zapisal in iz tega so nastale knjige. Moja 6. knjiga je pa pravzaprav nekaj, kar je še daleč od znanstveno dokazanega, to pa so moje izkušnje, ki delujejo v praksi. Namreč jaz sem mojim pacientom včasih, ko so mi potožili za težave za hemoroide, rekel, naj si zalepijo krogec na sence, pa bodo imeli manj težav s hemoroidi, pa so me debelo gledali, ampak tisti, ki so to upoštevali, so potem ugotovili, da je to veliko več, bi rekel, učinkovitosti kot pa logike. Tako da ta moja 6. knjiga pa je nekako moja terapevtska zapuščina, kajti vse več časa posvečam raziskavam in vse manj mi ga ostaja za delo v ordinaciji. Dr. Kobal, pravzaprav rekla bi, da smo vam
lahko hvaležni, namreč povezujete tako starodavna znanja kot najnovejšo tehnologijo. Poglejte, povezal bi se s čemerkoli in s komerkoli samo, da bi dobil boljši rezultat. Spravi, ali je to starodavno znanje, ali je to moderno znanje, ali so to moje lastne izkušnje, ali so to plod mojih raziskav, ali so to drugi raziskovalci. Spravi, zbral bi vse, karkoli funkcionira in karkoli deluje in karkoli da rezultat, ker to je zame najpomembnejše. Hvala lepa, čas naju je prehitel, še kup vprašanj imam, ampak saj se bova še kdaj videla. K meni namreč kar radi pridete, kaj ne? Ja, nisem ravno najbolj ljubitelj intervjuja, ampak mi se še dolgo časa poznava, da mi je nekako najlažje z vami takole napraviti kakšen pogovor, sicer pa nisem najbolj navdušen nad takšnim. Se vidi, saj se ne pojavljate vse povsod. Doktor Kobal, še enkrat hvala lepa za to, da ste z nami, hvala lepa tudi za vaše delo, ki očitno koristi še marsikomu. In predvsem seveda tudi hvala, ker boste v Novomeški knjižnici o tem pripravljeni ljudem povedati še kaj več. Hvala. In seveda, spoštovane gospe, dragi gospodje, lahko noč, lepo se imejte, razmislite, kaj lahko sami storite zase. Namreč zdravje je tudi v naših rokah.